Hej, en lep pozdravček vsem v skupini Čarobno telo. Kako ste kaj? Kako so vaša telesca? Upam, da so ok, oziroma če niste, da pač imate orodja, stvari, s katerimi lahko to spremenite oziroma si olajšate to pač, kar izkušate. Torej, jaz sem že pred časom nekaj opazila in se nekaj to moram tudi z vami deliti. In sicer sem opazila pri sama sebi, da uporabljam hrano, da zmanjšam prejemanje. Torej, mi kot bitja imamo na voljo zaznavanje, vedenje, bitje, ne, in prejemanje. Torej, prejemanje ni samo materialno, fizično prejemanje, ampak dejansko gre tukaj za prejemanje vseh informacij, ki so na voljo, vseh energij, ki so na voljo, vsega, ne. In sem videla jaz tako, ko recimo, da je za mene tako postalo nekaj tako intenzivno, ali pa, da je bilo to intenzivno, torej, da je bilo to prejemanje nekje tako za mene too much, a ne, sem pol šla nekaj tako hiter, nekaj si narediti za jesti in ne, dejansko, in ja, na ta način sem pol zaustavila to prejemanje, torej prejemanje res tako, da pride do tebe zadeva tako, res do tebe. In ja, torej vse posod, kjer vi to počnete, vse posod, kjer vi uporabljate hrano ali pa karkoli drugega v končni fazi za to, da zmanjšate svoje prejemanje, bi bili pripravljeni vse tokrat gaziljon razgraditi in uničiti. Right or wrong, gute me poram pokolne, shorts, boys and beyond, torej za tiste, ki prvič slišite tole zdaj, kar sem pravkar povedala, to je čistilna izjava Access Consciousnessa, ki se glasi right and wrong, good and bad, pod and pok, all nine shorts, boys and beyond. In če želite kaj več o tem izvedeti, si lahko greste pogledati na spletno stran theclearingstatement.com. Torej, koliko stvari uporabljate, da zmanjšujete oziroma odrežete svoje prejemanje? In vse, kar je to, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti. Right or wrong, gute me poram pokolne, shorts, boys and beyond. In kje in kdaj ste se odločili, da je slabo prejemati? Oziroma, da imate neko, kako bi rekla, da sam do določene mere lahko prejemate, potem je pa preveč, potem je pa too much. Bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti krat gaziljon. Right or wrong, gute me poram pokolne, shorts, boys and beyond. Evo, gledam tule, če je kdo z mano, če me slišite sploh. Včasih se zgodi, da me tudi ne slišite. Tako da ne bom predolgo govorila, pa pol bomo na koncu ugotovili, da me sploh ne slišite. Torej, moramo vedeti tudi to, a ne? Torej, to, kar sem prej rekla, to, kar nam je kot bitju na voljo, torej vedenje, zaznavanje, prejemanje, bitje, to je tako, vse skupaj pravzaprav povezano, prepleteno. In če recimo se eno poveča, torej naprimer, če se poveča naše prejemanje, potem se hkrati s tem povečuje tudi vse preostalo. Oziroma, če odrežemo svoje prejemanje, ga skušamo zmanjšati na nek način, potem se tudi te druge tri komponente dejansko ne bojo razširile, povečale. Tako da vse posod, kjer imate neko odločitev oziroma neko sodbo, neki izračun glede tega, do kam lahko vi kot bitje greste v smislu svojega prejemanja, zaznavanja, bitja, vedenja, bi bili pripravljeni tudi vse to razgraditi in uničiti krat gaziljon. Right or wrong, gute me poram pokolne, shorts, boys and beyond, oziroma vse, kar naredite, da postavite neke bariere temu prejemanju ali vedenju, zaznavanju, bitju, torej, da ne greste prek neke mere, za katere ste se vi odločili, da je maksimalna možna mera, do katere lahko greste vi, v tem življenju bi bili pripravljeni vse to zdaj razgraditi in uničiti krat gaziljon. Right or wrong, gute me poram pokolne, shorts, boys and beyond. In tako vam dam eno igro za doma, torej, da pogledate vi, na kak način vi zmanjšujete svoje prejemanje. In tudi eden od načinov, na katerega zmanjšujemo svoje prejemanje, je tudi to, a ne, da ali pravzaprav nismo tudi prisotni s sabo in uporabljamo, ali je to računalnik, ali je telefon, televizija, knjige, nekaj tako, da dejansko sami sebe zmotimo pred samimi sabo, tudi da ne prejemamo pravzaprav sebe preveč, a ne. Torej, ker to vse predstavlja neko distrakcijo, a ne.
Mislim, skozi neki, če imamo to, da nismo, oziroma da težko smo sami sabo, tako pač enostavno, ne vem, da sedimo pa smo sami sabo, da moramo skozi nekaj delati, to lahko tudi pomeni, da na ta način odrežemo svoje prejemanje, skušamo zmanjšati to pravzaprav, kar smo, tudi na ta način zmanjšujemo, odrežemo svojo prisotnost z vsem, kar je. In vse posod, ker vse, kar vam ne dopušča tega vedeti, zaznati, prejeti, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti kragaziljon. Right or wrong, te me potem pokal, shorts, boys and beyonds. In tudi vse, kar ste se odločili glede tega, da se bo zgodilo, če bo vaše prejemanje se povečalo, oziroma če boste prejeli to intenzivno energijo ali nekaj, kar zaznavate, bi bili oziroma kjer bi vse, kar ste se odločili, da se bo zgodilo, če bi prejeli sebe, to, kar resnično ste, bi bili pripravljeni vse to kragaziljon razgraditi in uničiti. Right or wrong, te me potem pokal, shorts, boys and beyonds. Mislim, jaz za sebe osebno si dajem svoj osebni, če lahko temu tako rečemo, izziv, da pač to pogledam, to pač s to hrano, torej da takrat, mislim, ker tukaj ni ne lakota, ne pač, da bi res moje telo potrebovalo, ampak gre tukaj za nekaj tako, da odrežem s tem, da odrežem prejemanje, da dejansko sem s to energijo, da bom s to energijo, to intenzivno energijo in bom sam spustila bariere, torej mi imamo tako energijske bariere, imamo postavljene tako pred svetom oziroma tudi pred samimi sabo. In lahko samo naredite to, znižate te svoje bariere, torej ko rečemo znižajo bariere, se že znižajo, oziroma si predstavljate lahko, da jih s dlanmi dol potisnete in potem samo bodite s to energijo. Vse posod, kjer imate tudi mogoče kakšen pogled, da vas lahko te energije poškodujejo, da so preveč invazivne, da vas lahko ranijo, bi bili pripravljeni vse te neke poglede, izračune, zaključke, sodbe, projekcije, pričakovanja, zavrnitvene odločitve, ki jih imate glede teh intenzivnih energij, zdaj razgraditi in uničiti kragaziljon. Right or wrong, te me potem pokal, shorts, boys and beyonds. Doben mi nič ne napiše, dajte mi kaj napisati, da vidim sploh, kdo je tukaj, pa kdo me sliši, kdo me ne sliši. Oziroma, če me slišite, očitno me slišite, ker vidim, da je nekaj tule 9 ljudi, tako da drugač bi verjetno že vsi šli stran. Zdaj imamo prihodnji teden v soboto, nedeljo in v ponedeljek, torej od 5. do 7. februarja imamo z Jasodaro Romero Fernandez facilitirala 3-dnevni seminar o telesih, torej to je moj prvi seminar, torej 3-dnevni in bom potem lahko sama tudi facilitirala naprej. In dejansko, pač to je tudi, kako bi rekla, ena nova sfera, če lahko temu tako rečem za mene, ali pa neka nova izkušnja. In v bistvu res tako ful enih stvari zaznavam, ful stvari se dogaja, tako da ful se spreminjajo stvari. Tako da pač, če imate temelje opravljene v roku 12 mesecev pred 5. februarjem, se nam še vedno lahko pridružite in pogledate pravzaprav, koliko vam lahko tudi telo pripomore k temu, da spremenite te stvari, torej vedenje, zaznavanje, prejemanje, bitje, torej, ker namreč velikokrat mi rečemo, ja, čutim to, in dejansko, ko govorimo, da čutimo, je to na voljo samo telesu, medtem ko če rečemo, da zaznavamo, je to na voljo tudi nam kot bitju. Tako da, to je že ena taka, kako bi rekla, zelo kar pomembno razlikovanje, zato ker mi takoj, ko rečemo, da nekaj čutimo, to naredimo tudi za svoje, medtem ko če rečemo, ok, kaj zaznavam, to nekje že priznavamo, da dejansko to ni naše. In če nekaj vzamemo za svoje, pa iz tega začnemo svojo resničnost kreirati, če pa nekaj pač tako rečemo, kaj zaznavam, oziroma komu to pripada, potem pa lahko to tudi pošljemo stran, oziroma ne začnemo iz tega svoje resničnosti kreirati. Tako da, kaj je pravzaprav ta 3-dnevni body class, torej, oziroma seminar o telesih? Tukaj dobite
preko, mislim, da 60 telesnih procesov, torej priročnik s temi telesnimi procesi, ki so zdaj aktualni, torej delujejo tako na večini teles, drugače telesnih procesov še več, sam grejo s časoma tudi določeni tudi v referenčni material, ker gleda se pač, kateri procesi delujejo še vedno na večini teles, in 3 dni delate telesne procese, dobite partnerja, na začetku seminarja, potem pač 3 dni delate telesne procese, tiste, ki so za vašega partnerja, oziroma on dela tiste, ki so za vaše telo, in seveda vmes pa facilitatorji, facilitatorke facilitirajo vsa vaša vprašanja, ki se porajajo, ne samo glede teles, ampak mislim, prihajajo različne stvari na plan in se to tudi pol seveda naslovi. Tako da zdaj bomo imeli v angleščini, bo tudi simultani prevod v slovenščino, če kdo ne bi rad imel, če ne razume angleško, to ste lepo vabljeni. Kaj sem še mislila reči? No, ja, tukaj je ful zanimive dinamike, so tudi glede tega prejemanja, zaznavanja, mogoče pač, ko sem rekla, koliko različnih stvari tudi uporabljate. Nekateri ljudje uporabljajo naprimer alkohol, cigarete, recimo jaz hrano, sem zdaj ugotovila, in mislim, poglejte tudi naprimer, kdaj morate iti kaditi, ali vam, ko je tako neki zaznavate neko intenzivno energijo, ali pa ljudje, ki pijejo, mislijo, da bojo, oziroma skušajo na ta način otopeti to svoje zavedanje, s tem, da, ampak to ni pravzaprav nek velik prispevek, zato ker takrat, kot smo pod vplivom nekih drog, naredimo neke odločitve, sodbe, zaključke, in potem, ko nismo več pod vplivom drog, mislim, to se medtem, ko smo na drogah, se zaklene v naš senzorični korteks, torej to je del možganov, in potem, ko nismo več pod vplivom drog, nima več dostopa do tega in potem lahko reagiramo, se odzivamo na določene stvari in nam ni jasno, zakaj se to dogaja. In ja, tako da, skratka, vse te stvari niso glih nam najbolj v prid. In tudi še ena stvar, torej eno vprašanje glede prejemanja. Lej, Darja, Simona, super, hvala, da ste malo pokomentirali, tako da me vidite, slišite. Torej, ja, eno vprašanje, kar se tiče prejemanja, torej, kdo bi bili, če bi bili voljni prejeti vse? In vse, kar je to, bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti. Right or wrong, gute me param pa Colin Shorts Boys. Ker mi imamo veliko tako nekega upiranja, nekega reagiranja na to, torej, kaj bomo prejeli, česa ne bomo prejeli. Včasih, tako, mislim, da je bilo celo, da so ljudi spraševali, torej, česa absolutno nisi pripravljen prejeti, in to so ljudje govorili sodb, kritike, oziroma veličine sebe, tega, kdo resnično sem, in tako naprej, tako da razne stvari, in velikokrat je pa to tako na energijskem nivoju, torej ne moramo niti kognitizirati, ne moramo niti tako razumsko, kako bi rekla, na mentalni ravni opredeliti to, kaj zaznavamo, oziroma tisto, kar naj bi prejeli, in pa mi tako zaustavimo to na različne načine. In smo pa energijsko bitje, torej tudi če kognitivno ne vemo, še vseeno energijsko vemo, zdaj pa tule pa tumača, zdaj to je pa preveč intenzivno, zdaj pa moram tukaj nekaj narediti, da bom to ustavil, oziroma da bom zmanjšal to prejemanje. Tako da poglejte, kje vi to delate, na kakšne načine to delate, in potem dajte si, tako sem si jaz dala za domačo nalogo, oziroma za izziv, kakor želite temu reči, da poskusite ne tega narediti. Da ste enostavno s to energijo in vidite, kaj se pa zgodi. Da ste pravzaprav s to energijo tako, brez nekega pogleda, brez upiranja, brez reagiranja, ampak sam ste. In poglejte, kaj se bo zgodilo. No, to bom jaz tudi naredila, in pa bomo lahko se čez nekaj časa dobimo, pa mislim jaz tako, bom lahko delila z vami to, oziroma vi pogledajte sami za sebe, kaj se bo za vas zgodilo, in lahko tudi pod ta video napišete. Oziroma lahko tudi napišete pravzaprav, kje vi, na kak način vi zmanjšujete svoje prejemanje. Ampak hrana je ena taka, kako bi rekla,
Ena taka stvar, ki jo niti ne gledamo, samo tako vidimo, ja, ful neki jem, brez veze jem, sploh nisem lačna, nisem lačen, ampak kar neki se bašem. Tako da, poglejte tudi to. Pa še mogoče še ena stvar, torej, kar se tiče hrane, kaj vam pravzaprav hrana predstavlja, kaj vam hrana pomeni. In se, ker je to, bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti kar gaziljon. Right or wrong, gute me poran pokolne shorts, boys and beyonds. Torej, kakšne vaše potrebe tudi hrana zadovoljuje. In se, kar je to, bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti. Right or wrong, gute me poran pokolne shorts, boys and beyonds. Koliko nas je dejansko hrano tudi pravzaprav, oziroma to, kar naj bi naredila hrana, nekako napačno opredelili oziroma uporabili kot ljubezen oziroma neko skrbnost. Ja, to lahko izvira še od malih nog, ko nam so, recimo, ko smo mi želeli, ne vem, da bi nas nekdo objel ali pa da bi se malo sprehodili, pa mogoče še takrat nismo znali govoriti, pa smo se malo pojokcali, pa so nam takoj dali nekaj zajesti, in smo tako napačno tudi te signale telesne opredelili, jih raztolmačili oziroma jih nekako napačno še zdaj tolmačimo, Tako da vse, kar je to, vse, kar vam ne dopušča tega vedeti, da znati prejeti, bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti. Right or wrong, gute me poran pokolne shorts, boys and beyonds. Evo, še Marjetka, živijo vsem. Ja, no, jaz mislim, da je to za danes, da res pač pogledate tako, na kak način tudi zmanjšujete svoje prejemanje. Lahko pa tudi pogledate, na kakšen način zmanjšujete naprimer svoje vedenje. Tako smo prej rekli, torej imamo prejemanje, vedenje, bitje, zaznavanje. In recimo veliko ljudi zmanjšuje svoje vedenje na ta način, da rečejo, ne vem. Zato jaz na mojih delavnicah oziroma seminarjih tako, če mi kdo reče, ne vem, rečem, vse druga lahko rečeš, sam ne vem, ne. To je pač tako, je malo hecu. Ampak dejansko mi, ko rečemo ne vem, odrežemo vse tisto, kar je vodilo do našega vedenja. Ker mi kot bitje imamo vedenje, mi vemo. In ja, tako da poglejte in kaj vse je zdaj še mogoče, kakšne nove možnosti so na voljo in tudi kakšne drugačne izbire lahko naredite v zvezi s tem. Jaz vam želim eno prelepo nedeljo in upam, da se čim prej kaj vidimo tudi v živo. Tako da, čau.